Po skoraj 100 letih smo tudi po vaši zaslugi kot prevajalca in pisca imenitne spremne besede dobili prevod teorije relativnosti Alberta Einsteina. Izšlo je namreč leta 1917. Prikaz posebne in splošne teorije relativnosti je bil za fiziko prelomen, saj je to pomenilo začetek sodobne relativistične fizike. Kot pravi avtor sam, je knjižico namenil splošni publiki, bralstvu, ki ima splošno izobrazbo, a za branje kljub temu zahteva precej bralčevega potrpljenja in tudi močne volje. Einstein si je prizadeval oziroma je kar želel, da bi teorijo relativnosti spoznali tudi v širši javnosti in ne zgolj v znanstvenem, fizikalnem in matematičnem okolju. Dr. Bličar, vi ste sicer fizik, vendar kako dojemate napotek, da je za branje in razumevanje dovolj splošna izobrazba? Napotek je do neke mere utemeljen, ampak do neke mere se pa v njem, po moje, skriva neko opozorilo. Na nekem nivoju teorijo relativnosti, tako kot je Einstein predstavil v tej knjigi, lahko razumemo z nekaj interesa, pa splošne izobrazbe. S tem je, mislim, da Einstein mislil predvsem to, da ne rabimo neke zelo sofisticirane matematike, da bi lahko brali to knjigo. Skratka, potrebujemo nek osnovni aparat matematičen, ki smo ga dobili v srednji šoli, recimo. Če znamo seštevati ulomke, pa če nas ni strah korenov, je to v principu dovolj za večino formul v knjigi. Razumevanje pa verjetno pride vseeno kasneje. Zdaj, vprašanje je, koliko visoke cilje si postavimo pri razumevanju. No, Einstein sam je malodane najbolj znana oseba znanstvenega sveta. Imamo ga za pojem razuma, razglašen je bil tudi za največji minulega stoletja. Postal je tudi ikona in to ne zgolj fizike. Je lepota teorije relativnosti, kot pravite v vaši spremni študiji, tisto, kar mu daje to težo? V veliki meri gotovo je teorija relativnosti tista, ki je formirala prav figuro, Einsteina kot figuro. Ampak pri Einsteinu je na nek način težko pretiravati o tem, kakšen vpliv je on imel na sodobno fiziko. On je prispeval na tako različnih področjih, pa tako neke globoke rezultate, da teorija relativnosti še zdaleč ni edini njegov prispevek. Je pa verjetno prispevek, po katerem je najbolj znan. On je recimo leta 1905, ko je bil star 26 let, to je njegovo čudežno leto, je napisal 5 člankov, ki so vrhunski, na zelo različnih področjih, popolnoma vrhunska dela. Med drugim je razložil fotoelektričen pojav, fotoefekt, in sicer tako, da je nadgradil Planckovo kvantno hipotezo. Vse o tem bomo potem mogoče še velja. Skratka, en velik korak pri postavljanju temeljev kvantne teorije je bil tukaj. Potem naslednji članek je bil že posebna teorija relativnosti, utemeljitven članek, skoraj od začetka do konca, skratka ogromno enih vsebin, ki so se kasneje pripisovale, pa se še zdaj teoriji relativnosti, posebni relativnosti, je bilo že tam. Potem EMC kvadrat sledi kakšen mesec za tem, skratka zelo zgoščeno, neko zelo produktivno obdobje, ki je že začrtalo smeri njegovega razmišljanja. Bilo je zelo jasno, da bo šel en smer v relativistično fiziko, pa en smer v kvantno teorijo. Hkrati se je pa celo življenje tudi ukvarjal s klasično fiziko. In na vsakem področju, ki se ga je dotaknil, tako rekoč je pustil neko res močno sled. Tako da, ja, teorija relativnosti je sigurno imela velik del pri tem, da je Einstein postal taka na nek način skoraj mitska figura sodobne znanosti, ampak ni pa teorija relativnosti edina. Je pa res, da ljudje take velike ume navadno dojemamo zelo posebno. Če ne drugače, so kot osebnosti zanimivi v različnih anekdotah. Lahko poveste na kratko, kakšna osebnost pa je bil Einstein? Ja, težko, jaz ga seveda nisem poznal. Ampak, vas ne vlečem neko psihologizacijo zdaj teh nekih osebnostnih lastnosti, ampak vseeno pri 26 letih tako močan pečat pustiti recimo v neki znanosti,
najbrž ni kar tako. Ja, mislim, imel je sigurno neke lastnosti, ki nič ne tvegam, če jih povem. Ne. Sigurno je bil zelo neodvisen mislec, ne. Od malih nog naprej, ne. To je bilo popolnoma jasno. Ne. Njemu je šla blazno na živce gimnazija v Münchnu, težko je hodil v šolo. Ne. Ni bil slab v šoli, kot se običajno mu pripisuje. Dobro mu je šlo, ampak enostavno na živce mu je šel ta režim šolski. Ne. Mislim, da je za svojo srednjo šolo rekel, da se avtoritarnost učiteljev prekaša samo servilnost njegovih sošolcev. Skratka, to je bilo neko ozračje, ki mi je bilo všeč. Zelo pomenljiva izjava, ne? Ja, sigurno. Verjetno brez tazga odnosa, mislim, brez intelektualnega poguma, ki ga je pokazal, ne bi niti dosegel teh stvari v fiziki. Skratka, bil je neodvisen mislec, pa nedvomno je tudi to, da se je vedno, ne glede na to, v kakšni življenjski situaciji bil, znal osredotočiti na svojo znanost. Tudi ko sta z Milevo Marič se razhajala, pa je bila sorazmerno mučna ločitev, pa nek tak dolgotrajen proces, je on vedno znal iz teh vsakdanjih težav za oba dva udeležena, oziroma tudi za otroke, je vedno znal pač pobegati v svojo teorijo. Tako da so pisma na nek način tako zelo binarna. On piše svojim kolegom, je nek pasus o zasebnem življenju, kjer se neke težavne situacije opisuje svojim prijateljem, pa preskoči v naslednjem odstavku, pa preskoči v čisto fiziko. Ja, to me zelo pesti, ta zasebna situacija, ampak najdu sem pa krasno rešitev ali pa krasno posplošitev tega problema. Zato vedno znal odklopiti. Neko blazno sposobnost koncentracije. No, rekli ste, da je res začel zelo zgodaj, 26 leti, objavljati članke v fizikalnih revijah, vendar vodilni fiziki takratnega časa niso takoj spoznali daljnosežnosti in pomena njegovih prispevkov. S tem so bile tudi povezane ponudbe za delovna mesta. Selil se je recimo služboval v Zürichu, Pragi, Berlinu, Leidnu, če naštejem le zgolj nekaj krajev. Veliko je tudi potoval po Evropi, Ameriki in tudi Japonski. In zanimivo, prav takrat, ko je bil na Japonskem, so mu leta 1922 podelili Nobelovo nagrado za zasluge v teoretični fiziki, posebno za odkritje zakona o fotoefektu, ki ste ga omenili. Tudi vi ste zapisali, da bi lahko v bistvu za nekatere svoje članke, odkritja od tistega časa dobil kar 2 Nobelovi nagradi. Ja, zdaj, tle lahko odgovorim v bistvu v 2 smereh. Eno je ta življenjski del, pa fizikalni del. Zdaj, kar se tiče njegove zaposlitve, on sicer imel težave z zaposlitvijo, ko je bil mlad. Se pravi, takrat, ko je še delal, ko je pripravljal doktorat. Ampak pri tem ravno do prve službe mu je pomagal oče od Marcela Grossmana, njegovega sošolca iz ETH, pa kasnejšega sodelavca na problemu gravitacije. Seveda je bilo pa jasno v parih letih po izdaji, se pravi po letu 1905, je sorazmerno hitro postalo jasno, kakšen prelom pomeni teorija relativnosti, kakšen prelom pomeni njegova kvantna teorija. In od takrat naprej Einstein ni imel težav z zaposlitvijo. Skratka, to, da se je selil iz Berna v Zürich, pa potem leta 11 v Prago, pa 12 nazaj v Zürich, pa potem v Berlin. To so na nek način bile pozicije, kjer so ga blazno si želeli. V Prago so se zelo potrudili, da so ga spravili. V Zürich nazaj so si ga še bolj želeli, v Berlin sta ga prišla Max Planck pa Walter Nernst vabiti, skratka 2 veliki figuri. Skratka, on ni imel pri 30 letih absolutno, bi težko rekel, da ima težave z zaposlitvijo. Na začetku pa res. Zdaj, kar se tiče te fizikalne plati, zdaj ostajamo v letu 1905 še vedno. On je tam nadgradil Planckovo kvantno hipotezo. Če poenostavim, bi rekel, da je Planck je probal pojasniti sevanje črnega telesa. Telesa, ki seva samo zato,
ker ima neko neničelno temperaturo, ne pa zato, ker odbija svetlobo. Ne. In je pri tem predpostavil, da lahko to telo seva samo v paketih. Ne. Sprejema pa oddaja svetlobo samo v energijskih paketih. Ne. Einstein je pa na nek način predpostavil še korak naprej, ne, da lahko tudi svetloba obstaja v nekem prostoru kot plin teh energijskih paketov. Ne. In kar je imel Planck kot neko heuristično hipotezo, skratka nekaj, kar mu je pomagalo računsko pri pojasnilu zakona sevanja črnega telesa, je Einstein na nek način vzel zares in potem tudi pokazal par pojavov, ki se jih da zelo lepo pojasniti s tem, da gremo še dlje, kot je šel Planck. Einstein je pač to bil sposoben narediti. In izkazalo se je pač z leti, da je potem ta teorija, kolikor je izgledala predrzna, je potem tudi taka ostala. Ne. Skratka, nekaj, kar je zelo presenečalo vse fizike, ne, da se narava dejansko tako obnaša. Ne. Tudi Einstein sam je na začetku imel to hipotezo, za neko delovno hipotezo, ne, s katero lahko pojasnimo te lastnosti. Ne. Zdaj, kar se tiče pa teh večjih Nobelovih nagrad, ne, Nobelova nagrada Alberta Einsteina je neka sicer posebna zgodba, ampak sigurno danes ne bi bil nihče presenečen, če bi za objave iz 1905 dobil 2 Nobelovi nagradi. Jaz sem mislil seveda na fotoefekt, zato je dobil Nobelovo nagrado, pa seveda na posebno relativnost, ne, ki je bila ravno tako ogromen prelom. Zdaj, po Einsteinovem mnenju sicer posebna teorija relativnosti ni bila tak prelom, kot je bil fotoefekt. Ne. Ampak glede na to, kakšne Nobelove nagrade so se podeljevale, jaz mislim, da ne bi bilo nič nenavadnega, no, če bi dobil 2 Nobelovi nagradi. Zanimivo, ja. No, zdaj pa še vas prosim nekaj o pojasnil nadrobneje o temi prevedenega dela teoriji relativnosti. Gre v bistvu za posebno in pa splošno teorijo relativnosti, ki sta nastajali v razmiku 10 let. Leta 1905 je bilo sploh izjemno z Einsteina, kot ste rekli, ne, ker je objavil kar nekaj člankov, med njimi o nastanku in pretvorbi svetlobe, to, kar ste zdaj razlagali. Ne. Ampak je pa zanimivo, da je prav za tega sam mislil, da je to revolucionaren članek. Ne. Potem pa je objavil to posebno teorijo relativnosti in sprašujem vas, kako je vstopil v polje te nejasnosti oziroma razhajanj med klasično mehaniko in pa Maxwellovo elektrodinamiko. Vi sami pravite, da je razreševal gordijski vozel klasične fizike. Ja, na nek način se mi je zdela to neka posrečena metafora za to, kar imam vtis, da se je dogajalo. Zdaj, ta zgodba ima seveda 250 let dolgo zgodovino. Ne. Začela se je nekako s tem, da so skušali fiziki v stoletjih pred Einsteinom na nek način pojasniti naravo svetlobe. In tle smo imeli nekako dve prevladujoči struji. Eni so verjeli, da se da svetlobo opisati kot tok delcev. To je delčna teorija svetlobe, recimo Newton je bil pristaš te teorije. Na drugi strani smo imeli pa nekatere fizike, ki so menili, da je svetloba potujoča motnja v tako imenovanem svetlobnem etru. Zdaj, ko je postalo jasno, v 18. stoletju je postalo jasno, da je svetloba elektromagnetno valovanje. Skratka, da gre za pojav, ki je elektromagneten po svoji naravi. Skratka, to ni bilo samoumevno pred tem. Je postalo še nekako bolj plauzibilno predvidevati, da je svetloba res motnja v etru. Zdaj, zakaj? Zato, ker vsa valovanja, ki jih mi poznamo, se pravi, recimo zvok, je valovanje nekega medija, ne? Recimo zraka. Na opni, na bobnu, ne? Ko tolčemo po bobnu, ne? Tukaj pač dobimo neko valovanje na tej opni. Ne? Skratka, vsa valovanja, ne? Ali pa na vrtu, ne? Na tisti cevi za zalivati rože, ne? Lahko vzbudimo neko valovanje. Ne?
ampak vsa ta valovanja imajo skupno to, da imajo nek medij. Vedno nekaj valuje. In pri svetlobi je bilo čisto naravno domnevati, da ravno tako nekaj valuje. Da svetloba rabi nek materialni substrat. In temu substratu, tej substanci, ki valuje in kar mi vidimo kot svetlobo, so rekli svetlobni eter. In ta eter naj bi napolnjeval pač celo vesolje in probali so na nek način ugotoviti, kakšne so lastnosti tega etra. Pri tem so pol naleteli na težave. Ena od zelo resnih težav, na katero so naleteli, je to, da so probali zmeriti, koliko je svetloba hitra, če se mi gibljemo proti svetlobnemu žarku, ki nam prihaja naproti, ali pa če se gibljemo skupaj s svetlobnim žarkom. Se pravi, recimo, probali so zmeriti hitrost svetlobe z oddaljenih zvezd, recimo, ko se Zemlja okrog Sonca giblje v to smer, pa potem spet, ko se Zemlja okrog Sonca giblje v drugo smer. In so Michelson pa Morley, sta dva fizika, ki sta postavila dosti natančen eksperiment, da bi se moralo to Zemljino gibanje znati, da bi morala to detektirati. In na ta način bi mi lahko zmerali, koliko je pa zdaj hitrost Zemlje glede na svetlobni eter. Ampak izkazalo se je, da so bili rezultati enaki. Skratka, hitrost svetlobe, ki sta jo zmerila na tej točki, je bila ista kot svetlost, enako velika kot hitrost svetlobe na tej točki. Skratka, zgledal je, kot da ta izrek o seštevanju hitrosti, ki ga mi poznamo iz klasične mehanike, ne velja. Zdaj mi iz klasične mehanike poznamo izrek o seštevanju hitrosti, nam je popolnoma jasen. Namreč, če se dva avtomobila peljeta po cesti s 50 km/h v nasprotnih smereh, potem je njuna medsebojna hitrost pač 100 km/h. Vsak doda 50. In izkazalo se je, da pri svetlobi pa ni tako. Pri svetlobi je pa vseeno, kako se ti giblješ glede na svetlobni žark, še vedno bo isto hiter glede na tebe. In zdaj je bil tukaj problem. Oni so, zakaj gordijski vozil? Zato, ker si imel klasično mehaniko, ki je zelo dobro delala. Newton je z njo pojasnil ogromno stvari. Vsi poskusi, ogromno poskusov je potrjeval klasično mehaniko, ogromno poskusov je potrjeval izrek o seštevanju hitrosti. Na drugi strani so imeli v fiziki elektromagnetizem. Tudi blazno dobro deloval, zelo lepa, matematično konsistentna teorija je bila, ogromno poskusov se je dalo pojasniti, ampak izrek o seštevanju hitrosti pa ni veljal za svetlobo. Še več, teorija je kar napovedovala, da svetloba po vakuumu se premika z neko fiksno hitrostjo, z neko konstantno hitrostjo. In tukaj je bilo že jasno, da med klasično mehaniko pa med elektromagnetizmom pač obstaja neko neusklajenost. In tukaj se je Einstein pojavil. Einstein je pokazal, skratka, jasno, vprašanje je bilo, ali moramo popraviti elektromagnetizem ali moramo popraviti mehaniko. Ampak obe teoriji sta sami zase super delovali, ampak sam med sabo jih pa ni bilo možno na nek način združiti v tisti obliki, v kakršni sta bili, recimo v poznem 19. stoletju. In Einstein je pokazal, v čem je problem. Problem je bil v nekaterih predpostavkah v klasični mehaniki. Skratka, klasična mehanika je predpostavljala absoluten prostor, ki je enak za vse, absolutni čas, ki je enak za vse opazovalce. In šele, če mi te predpostavke sprejmemo, da imamo nek čas, ki teče enako za vse opazovalce, lahko izpeljemo klasičen izrek o seštevanju hitrosti. Einstein je pa predpostavil, je pa na nek način na novo premislil te predpostavke, na novo se je vprašal, na kakšen način mi dejansko nekaj izmerimo, na kakšen način merimo čas, na kakšen način merimo prostor in kaj sploh pomeni pojem sočasnosti. A se dva dogodka res zgodita sočasno za vse opazovalce, ne glede na to, kako se oni gibljajo. In izkazalo se je, da ni tako. In s to svojo novo teorijo, ki ne jemlje za temelj absolutnega časa, ampak jemlje za temelj čas vsakega opazovalca, je pa uspel pokazati, da je s tem dobil teorijo, ki je vsebovala tako Newtonovo mehaniko,
kot elektromagnetizem, pa je bila hkrati usklajena, ničemur se ni bilo treba odpovedati, razen tistim predpostavkam newtonovske fizike. Ampak to je bil na nek način preskok, ne? Na nek način je presekal s tisto problematiko etra. Ne? In enostavno etra se ni dal rešiti v tisti obliki, kot je bil zasnovan na koncu 19. stoletja, to je bil pač nerešljiv problem. Ne? Einstein je s tem presekal, Einstein je rekel, mi svetlobnega etra ne rabimo več. Skratka, teorija relativnosti ne postavlja nobenih predpostavk, ki bi karkoli morali vedeti o svetlobnem etru. V tem smislu je presekal gordijski vozel. Ja, tako. Je pa prav tega leta tudi predstavil enačbo E mc kvadrat, ne? Izraža ekvivalenco mase in energije. Lahko malo bolj pojasnite to. Ja, to enačbo je izpeljal v enem zelo kratkem članku, mislim, da imam mogoče 2 strani, kjer je ta enačba izpeljana in samo pač on pravi, tukaj je pa ena zanimiva posledica posebne teorije relativnosti, in pride do te znamenite ekvivalence. Seveda ni bilo čisto jasno, kaj ta ekvivalenca pomeni. Einstein kar je rekel, kar je zapisal v članku, je rekel, če telo izseva na nek način energijo E, se njegova vztrajnostna masa spremeni za E ulomljenost c kvadrat. Skratka, govoril je o vztrajnosti telesa. In je rekel, a je mogoče vztrajnost telesa lahko merimo, mogoče nam vztrajnost telesa meri neko energijsko vsebnost telesa, koliko energije telo vsebuje. Je tudi že začel predpostavljati, kje naj bi bila ta energija naložena. Rekel, mogoče je pa v vezeh, med gradniki te snovi, ampak to še ni bilo čisto jasno. Tudi predlagal je, rekel je, dajmo pogledati enkrat, ko bomo lahko, saj se je zavedal omejitev eksperimentalnih zelo dobro. Rekel, enkrat, ko bomo lahko, bi pa mogoče lahko pogledali radijeve soli, neko radioaktivno snov, kjer vsebnost energije zelo variira s časom. In tam bi pa mogoče, če bi tehtali tako snov, lahko opazili, če bi znali dosti dobro tehtati, mogoče lahko opazili nekaj takega. In potem se je tudi izkazalo, da enačba drži, in da je popolnoma neobhodna za jedrsko fiziko. Če hočemo razumeti jedrske reakcije, ne moremo brez tega. Če hočemo razumeti fiziko osnovnih delcev, ne moremo brez tega. Skratka, neka zelo daljnosežna, zelo v bistvu fascinantno, res fantastičen rezultat, ker ne izhaja iz ničesar empiričnega, ne izhaja iz njegovih premislekov o prostoru, času, hkrati mu je pa to omogočilo nek res globok uvid v strukturo snovi. Nekaj, skratka, krasno. Ja, elegantno. Ja. No, kako pa je bila ta posebna teorija relativnosti sprejeta v takratnem uglednem fizikalnem svetu, namreč tudi matematičnem, ne? Sploh pa se zdi, da so bila takratna leta, to je v začetku 20. stoletja, doba, ki je bila izjemno intelektualno nabita. Ja, sigurno je zdaj za nazaj, ko gledamo, sigurno zgodnje, se pravi mogoče prvih, oziroma jaz bi celo rekel kar od začetka 20. stoletja do mogoče 60. let 20. stoletja, se pravi celih 60 let, je sigurno obdobje, kjer je fizika doživela res neverjeten razvoj. Po eni strani z relativistično fiziko, po drugi strani s kvantno teorijo, s kvantno mehaniko, pol z njunim združevanjem, z relativističnimi kvantnimi mehanikami, skratka, neverjetno. Bi pa rekel, da mislim, da ni bilo čisto samoumevno že na začetku 20. stoletja, da je to tako. Recimo Lord Kelvin, eden od tudi blazno velikih imen sodobne fizike, oziroma bolj klasične, kakorkoli. On je rekel, mislim, da leta 1900, skratka, v fiziki ne bo novih odkritij. Vse razumemo, vse, kar nam ostane, je vedno natančnejše in natančnejše merjenje. To je to. Zgodba končana.
Upam, da je citat, da ni apokrifen, no? Mogoče pa je. Kakorkoli, skratka 1905 se je začel kazati, kako zelo se je zmotil Kelvin, če je to res rekel. Ne? Skratka, rojstvo kvantne teorije s Planckom pa z Einsteinom, pa hkrati rojstvo te sodobne relativistične fizike, ker Einstein ni bil prvi relativistični fizik, ne? Galilej bi lahko bil prvi, ne? Oziroma ga lahko imamo za prvega. Ampak kar se tiče pa sprejetja posebne teorije relativnosti, mogoče ni bilo čisto, kot je Einstein pričakoval. Einstein je pričakoval odziv takoj. Ne? Ko je on objavil članek, on je že v naslednji reviji menda pričakoval odziv, kritike, karkoli, pa se ni nič zgodilo. No? Ampak daleč od tega, da bi bila prezrta. Ne? Par mesecev za objavo mu je pisal Max Planck, ki je bil pač pomemben fizik in ga je prosil za nekaj pojasnil. In tudi, mislim, izdal prvi mogoče relativistični članek razen Einsteina. Potem se je začel s tem ukvarjati Planckov asistent Max von Laue, to so vse kasnejši Nobelovci. Skratka, teorija relativnosti je bila v resnici dobro sprejeta pri teh velikih imenih, ne? Posebna teorija. Vsi so videli, da je tukaj nek preskok. No, tako se mi zdi, ne, mislim, to je intelektualno je kar vrelo, ne, od vseh teh velikih umov, od Plancka, Laue, kot ste rekli, ne, seveda na čelu Lartov in tako naprej, bi si človek želel, recimo, neko ponovito, a ne, v današnjem času. Brez dvoma. Ja, bi si želel, seveda. Fizika ima danes tudi težave, ki bi verjetno terjali par takih ljudi skupaj. Verjetno niti eden sam ne bi bil dovolj. Tudi vprašanje, kako bi Einstein, tudi Einstein je bil pač del nekega konteksta zgodovinskega. Vprašanje, na kakšen način bi on formuliral te svoje teorije prej, ali pa, skratka, če ne bi bil v tem intelektualnem kontekstu. Ne rečem, da jih ne bi, ampak je pa vprašanje. Skratka, vsak je otrok svojega časa, tudi Einstein je bil otrok svojega časa. Tudi njegove teorije so pač preverjali drugi fiziki. Ne? Einstein je že pokazal pot, ne? Ampak ostali so pa na nek način zapolnili. Skratka, teorija relativnosti je bila delo, tako kot vsaka fizikalna teorija, ogromnega števila fizikov, ki so seveda bili manj sposobni, pa manj pomembni kot Einstein. Ampak na nek način za ta sistematični premik naprej so bili pa ravno tako potrebni. Ja. No, kot ste rekli, je Einstein seveda po letu 5 razvijal to svojo zgodbo teorije, relativnostne teorije naprej. Ne? In kot vi sami navajate v vaši spremni študiji, je splošna teorija relativnosti v bistvu posplošitev posebne teorije relativnosti na pospešeno opazovalne sisteme, obenem tudi teorije gravitacije. Fenomen gravitacije pa pravite, da se je fizikom dotlej na nek način izmikal. Kako se je to dogajalo? V obdobju 10 let, od leta 5, ko je prvič... Zdaj, na nek način, neki znaki so bili, da Newtonova teorija nima dometa, kakršnega so si želeli. V smislu, da obstajajo so neki rezultati, najbolj tipičen je gibanje Merkurja, kako se je Merkur gibal okrog Sonca. Obstaja nek del tega gibanja, ki ga niso znali čisto pojasniti z Newtonovo mehaniko. Ni bilo še čisto jasno, ali je problem intrinzičen, skratka, da bi treba Newtonovo mehaniko spremeniti, pa bo bolj delal. Ne, to so tudi poskušali. Njej lasten. Ja. Gre za problem Newtonove teorije v tem smislu, ne, da je treba Newtonovo teorijo malo modificirati. To so poskušali. Ne. Ali gre za druge vrste problem. Ne. Zdaj, Einstein se je tega na nek način te pomanjkljivosti, pa tudi pomanjkljivosti posebne teorije relativnosti, začel zavedati najkasneje 1907. Takrat so ga prosili, da napiše
pregleden članek o teoriji relativnosti in ga je napisal. Ampak hkrati je noter že dodal tudi neke razmisleke o tem, kako bi bilo pa treba obravnavati pospešene sisteme. In sicer tukaj se je prvič pojavil uvid v to, kar je on kasneje potem imenoval načelo ekvivalence. Skratka, gre za to, da kar posebna teorija relativnosti zahteva, je naslednje. Vsi fizikalne zakone je treba napisati na tak način, da ob prehodih med opazovalnimi sistemi, ki se med seboj gibljajo premo pa enakomerno, ne bojo spremenili oblike. Skratka, vseeno mora biti za opis narave, kako se opazovalec giblje, oziroma v katerem tem inercialnem opazovalnem sistemu je. Z inercialnim mislim, da se giblje premo in enakomerno. Kar je Einstein uvidel leta 1907, je pa, da ta posplošitev, s tem, skratka, ko se mi omejimo na premo in enakomerno gibajoče sisteme, seveda izpustimo ven vse pospešene sisteme. In kar je uvidel leta 1907, je to, da v resnici nimamo nobenega razloga, da bi izpustili ven pospešene sisteme. In to je uvidel tako, da si je zamišljal nekoga, ki pada iz strehe, nekoga, ki prosto pada v gravitacijskem polju. In zdaj, če ta človek spusti recimo iz roke nek predmet, svinčnik recimo, pa ga mogoče malo frcne, bo ta svinčnik glede na padajočega človeka pač potoval v neki premici. Skratka, obnašal se bo tako, vse, kar bo ta človek počel, če je recimo zaprt v neki škatli, pa ne gleda ven, pa ne vidi, da pada, karkoli bo ta človek spustil iz rok, se bo gibalo premo in enakomerno stran od njega. Ali bo pa lebdelo, če bo sam spustil, če ne bo nič frcel. Skratka, ta človek bo zase rekel, da se giblje, da se nahaja v inercialnem sistemu, čeprav prosto pada. In zato je Einstein na nek način uvidel, je rekel, očitno so prosto padajoči opazovalni sistemi enakovredni inercialnim sistemom. Nekdo, ki prosto pada, bo s poskusom ne more ugotoviti, da prosto pada. Njemu se bo zdelo, da se nahaja v nekem inercialnem sistemu. In je treba posplošiti teorijo relativnosti tudi na prosto padajoče oziroma na pospešene sisteme, ker so ekvivalentni. Zdaj, razlog za to ekvivalenco. Jaz sem zdaj rekel, človek prosto pada, pa spusti iz roke svinčnik, in ta svinčnik, ker pada skupaj z njim, zgleda, kot da lebdi glede na tega človeka, in bo on rekel, jaz nisem v gravitacijskem polju, jaz sem v inercialnem sistemu. Zdaj, zakaj se to zgodi? Jaz sem to rekel, pa nekako se sliši smiselno, ampak to izhaja iz tistih meritev, ki jih je že Galilej poznal. Da vsa telesa v gravitacijskem polju padajo z enakim pospeškom, v vakuumu. Spustite pero, spustite svinčeno kroglo, v vakuumu boste padala z enakim pospeškom. To je tisto, ne vem, naj bi Galilejo to dejansko na stolpu v Pizi te poskuse delal, ampak on je že vedel to. Zaradi tega, ker vsa telesa padajo z enakim pospeškom, lahko to ekvivalenco vzpostavimo. Zato, ker če bi bil svinčnik narejen iz snovi, ki ne bi padala z enakim pospeškom, bi ta človek, ki bi prosto padal, če bi izpustil ta svinčnik iz roke, bi se gibal drugače, pa bi rekel, jaz sem v gravitacijskem polju. Ampak ker vsa telesa padajo z enakim pospeškom, lahko vzpostavimo ekvivalenco med pospešenimi sistemi, prosto padajočimi sistemi, pa med inercialnimi sistemi. Podobna stvar se pa zgodi, če ste vi recimo na avtobusu, pa imate vrečke iz trgovine, pa cel kup enih predmetov, pa cel kup enih ljudi in avtobus zabremza. In vsi se bojo na nek način premaknili proti sprednjemu delu avtobusa z enakim pospeškom. Ne bojo, stari bojo ravno toliko hitro padli naprej kot mladi in vse borše in žoge in karkoli si lahko mislite, bo šlo z enakim pospeškom naprej. Skratka, na nek način se zdi, kot da je, ko je avtobus zabremzal, da je v njem nastalo gravitacijsko polje, usmerjeno tja za nek končen čas, da bi nekdo vklopil gravitacijsko polje, vse bi padlo tja in potem bi izklopil gravitacijsko polje. In to je Einstein je rekel,
To je bilo načelo ekvivalence. Ne. Vsi te sistemski pospeški, se pravi, ko smo mi v avtobusu, ki zabremza, so enaki za vsa telesa, za vse snovi. Gravitacijsko polje je enako, pospešek v gravitacijskem polju je enak za vsa telesa, za vse snovi. Mi ne moremo ločiti med pospešenimi sistemi, pa med sistemi, v katerih je prisotna gravitacija. Ne moremo. Te dva problema sta ekvivalentna. Ampak prosto padajoč sistem je pa ekvivalenten inercialnemu sistemu. To pomeni, ta ekvivalenca se prenaša. Vsi sistemi morajo biti obravnavani v neki splošni teoriji relativnosti, da bo res konsistentna. Ker posebna teorija relativnosti pač se omeji na premo enakomerno gibajoče sisteme. Ampak Einstein je s temi razmisleki, ki sem jih opisal, pač pokazal, da so vsi pospešeni sistemi neločljivi od gravitacije. Mogoče ne gravitacije na ta način, kot jo mi poznamo pač v vsakdanjem življenju, jabolk pade na tla, ne? Ampak vsekakor vsi sistemi se enako pospešujejo, ko avtobus zabremza, vsi ljudje se enako pospešujejo, ko avtobus zabremza, tako kot vsi ljudje z enakim pospeškom padajo v gravitacijskem polju. Ne? Kar se pospeškov tiče, ne moremo ločevati. Ne? Ampak prosto padajoč sistem je pa ekvivalenten inercialnemu sistemu, zato so vsi sistemi ekvivalentni inercialnemu sistemu. In moramo vse obravnavati. Tukaj je pa nastopil problem, kako. Ampak leta 1907 je ta razmislek bil na nek način že narejen. In ga dokončal v bistvu 8 let pozneje, ne? Približno. Dokončal ga je 8 let pozneje, ni se pa ukvarjal s tem problemom. Vsaj ne tako, da bi pustil kakšne sledi 8 let. Ne. Zgledalo je, kot da se je začel s tem ukvarjati nekje 1911. Od 1911 do 1915. Da vmes na 1907, pa kasneje je pa mogoče verjetno se bolj ukvarjal s kvantno teorijo. Ampak so bila to zelo taka mučna leta, ne? Izjemno delovna, ker je potem, kot pravite, je tudi hudo zbolel od vsega tega umskega napora. Ne? Ja, ne bi uporabil besede mučna, bilo je zelo jasno, da bi zelo užival v tem, kar počne. Ampak na nek način se je sigurno takrat zelo veliko dogajalo. Takrat bi zdaj začel leta 1908, recimo. Takrat je Hermann Minkowski to svojo 4-dimenzionalno formulacijo prostor-časa uvedel. Ne. Na nek način neko tako konsistentno, lepo matematično formulacijo najdel za posebno teorijo relativnosti. Ne. Pa vpeljal prostor-čas. Zdaj, na nek način je zavajajoče reči, da je ta 4-dimenzionalni opis s prostorskimi in časovnimi koordinatami naenkrat, da se je to začelo z Minkowskim ali pa z Einsteinom. Mi v klasični mehaniki čisto lepo lahko opisujemo vsa mehanika seveda temelji na tem, da veš, kje je neko telo v prostoru ob določenem času. Ne. Skratka, ta 4-dimenzionalni opis se pojavlja v fiziki že prej. Ne. Ampak razlika med klasično mehaniko in med relativističnim opisom je ta, da v klasični mehaniki so prostorske koordinate neodvisne od časovne koordinate. Pri Einsteinovi teoriji relativnosti so pa povezane med sabo. Skratka, tok časa ni več odvisen, je povezan s tem, kako se gibljejo opazovalci v prostoru. Ne. V klasični fiziki ni. Tukaj je razlika. Einstein je imel pa tudi težavo z Minkowskim na začetku, ker je bil skeptičen do te formalizacije, se mu je zdela na nek način odvečno učenjakarstvo, nekako tako temu reče. Überflüssige Gelehrsamkeit je temu rekel, ne, skratka, pač pretirano, pač neko preveč okrenclana formalizacija. Ne. Ampak kasneje, ko je pa on videl, da v pospešenih sistemih evklidska geometrija odpove, mu je bilo pa hitro jasno, da v resnici rabi teorijo, ki je geometrična po svoji naravi. In ravno to je Minkowski mu na nek način izdelal. Ne. Takrat je pa potem se oprl na Minkowskega in potem tudi izhajal iz tega v teh letih, vsaj od 11 pa pol do končne formulacije leta 1915. Je pa zanimivo, ne, da je takrat ravno prav v zvezi z Minkowskim spoznal to lepoto matematike, ne, ki, kot pravite, fizike, neodvisno od narave, ne, dela modele in elegantno izpeljuje. Ne.
To, kar je on v bistvu Einstein rabil za matematičen opis oziroma teh svojih teorij. Ja, njegov odnos do matematike se je sigurno spremenil v teh letih. Ne. Bil je skeptičen do Minkowskega, ker je takrat bil zelo pod vtisom empiristične filozofije Ernsta Macha. Mach je na nek način terjal od fizike, da pojasnjuje opazovanja. Ne. Skratka, samo to je stroga zahteva, ne, da naj pojasnjuje meritve. Skratka, Mach je na nek način se hotel omejiti na to, da pač resnica izvira iz tega, kar je nam čutno dano. Skratka, naloga razuma je pa, da ureja te čutne danosti. Einstein je bil na začetku pristaš tega, tudi posebna teorija relativnosti nosi ta pečat. On se je zelo natančno lotil tega, kaj pomeni meritev. Skratka, Machova dediščina je tukaj sigurno je jasna. Ne. Ampak hkrati je bil pa tukaj čas pol za prelom. Ne. Tukaj je pa Einstein videl, da na nek način vendarle lahko generira neko svojo resnico iz sebe. Zdaj, zakaj pa generira to svojo resnico iz sebe in se pa ta resnica za povrh še ujema s tem, kar mi opazimo v naravi? Ne. To je bilo pa veliko vprašanje. Ne. In je tudi že staro vprašanje. Recimo v nemškem idealizmu, s koncu 18. stoletja so se filozofi veliko s tem ukvarjali v Nemčiji. Kant se je s tem ukvarjal. Na kakšen način razložiti, da matematika pojasnjuje naravo? Kje je ta nujnost? Zakaj obstaja ta nujna povezava, če je nujna? Ampak dejstvo je, da je faktično, da je dejstvo, da ta povezava obstaja. Zakaj nekaj, kar je produkt čistega uma, lahko apliciramo tako uspešno na nekaj, kar je empirično, na nekaj, kar je kontingentno, kar je stvar eksperimenta? To ni bilo evidentno. Einstein je tudi rekel, da je zelo bral Humea, mislim, da ne? In se je zelo... Ja, Humea in Macha takrat. Hume je neko veliko ime, spet novoveške filozofije. Hume je bil nekdo, ki je pokazal spet veliko nekega intelektualnega poguma. Ne. On se je, tako, če sem zelo vulgarno, filozofski, pač lotil se problema kauzalnosti, skratka nekega metafizičnega aksioma. Skratka, zveza med vzrokom in učinkom je bila nekaj, kar se je Humeu zdelo problematično. In to ni bilo zelo problematizirano do njega. On je, vsaj ne, da bi jaz vedel, lahko tudi da je bilo. Ampak Humeova kritika je sigurno zelo odmevala. Skratka, res rabiš pogum, da rečeš, ja, pač zakon kauzalnosti je nekaj, kar je treba na novo premisliti. Zakon kauzalnosti je stvar navade. In mi tukaj delamo napako, ko iz končnega seta opazovanj generaliziramo v neko metafizično resnico, ki ne bi bila univerzalna. Mi ne moramo iz končnega seta opazovanj univerzalnih sodb izpeljevati. To je bil Humeov očitek. In Einstein je rabil verjetno neko tako figuro, ki je imela tak pogum takrat. Seveda pa v kauzalnosti mislim, da Einstein 30 let kasneje sigurno ni imel tazga mnenja, kot je bil Hume, kot ga je imel Hume. Ampak sigurno je bil Hume, pa Hume pa Mach sta bila sigurno katalizatorja, se to je tudi sam povedal. To je povedal, ja. To je res, ja. No, o fiziki, pri vas v fiziki pa ne gre brez eksperimentalnih preizkusov v naravi. Kako so se stvari odvijale potem, ko so preverjali te njegove meritve, oziroma kako so to njegovo teorijo o meritvah preverjali? Ja, Einstein je imel po svoje srečo, da je že vedel za tisti problem, ki sem ga prej omenil. To gibanje Merkurja ni bilo čisto do konca pojasnjeno, niti pojasnljivo z Newtonovo mehaniko. In to so probali rešiti znotraj Newtonove mehanike na različne načine. Newtonov gravitacijski zakon pravi, da amplituda gravitacijske interakcije med dvema telesoma pada s kvadratom razdalje med tema dvema telesoma.
In bolj so nekako probali to pojasniti, to Merkurjevo gibanje, tako da so malo spreminjali ta 1/r² zakon. Ne. Malo so to potenco spreminjali, ne. Malo so masirali, ne, ta zakon. Ne. Ampak Einstein je rekel, da to ni ustrezna pot, ker je čisto kontingentna. Ne. S tem nismo nič razložili. Ne. Mogoče je lahko ustrezno matematično orodje, ampak mi zaradi tega nič bolj ne razumemo gibanja Merkurja. Ne. In kar je probal, se izračunal, kakšne so posledice njegove splošne teorije relativnosti. Ne. Najprej je dobil, pred letom 1915 je to že naredil, je dobil dvakrat premajhen, ta premik, skratka ta efekt je bil dvakrat premajhen. Po formulaciji končnih enačb polja, oziroma tik pred končno obliko teh končnih enačb polja, ne, par dni pred tem, ne, je bila teorija splošna relativnost že v toliko meri razvita, da je lahko aplicirala na to gibanje Merkurjevega perihelija in je dobil to pravo vrednost. In to je bil nek tak prelomen trenutek za njega. Takrat je vedel, da je zelo verjetno na pravi poti. Ne. Plus veliko drugih stvari se je že sestavilo. Tudi sama oblika teorije je bila taka, kot je imel intuicijo, da je pravilna. To je bila prva potrditev. Preden so bile enačbe polja sploh formulirane v končni obliki, je on to že izračunal. Potem druga potrditev je pa prišla leta 1919. Einstein je napovedal, da se svetloba ukrivi za nek določen kot, ko potuje mimo Sonca zaradi sončeve gravitacije, in je napovedal zakok. Ampak problem je, da ta svetloba, ne, mi si ne moremo izmišljevati, katero svetlobo bomo merili, ki potuje okrog Sonca. Ne. Mi smo obsojeni na to, da merimo svetlobo iz zvezd, ne, ki so za Soncem. Zdaj imamo pa drug problem. Sonce je zelo svetlo. Se pravi, mi te svetlobe, ki gre zelo blizu Sonca, se pravi zvezde, ki so zelo blizu Sonca na nebu, mi te svetlobe ne moremo meriti, dokler je Sonce dejansko vidno v vsem svojem sijaju. Skratka, to lahko opazujemo samo s popolnim sončevim mrkom. Popolni sončev mrk se pa tudi ne vidi vsako leto. Ampak mislim, da so planirali najprej eno odpravo 1916, mislim, da je bilo 1916, ampak tista odprava je pol padla v vodo. 1919 je bila naslednja možnost, to je bilo že po prvi svetovni vojni, in takrat je član te kraljeve združbe, Arthur Stanley Eddington, je bil takrat tam astronom. On je predlagal, da bi Anglija poslala dve ločeni odpravi, eno v Brazilijo, eno v Sao Tome in Principe v Zahodnji Afriki, ki bi neodvisno verificirali te efekte med sončevim mrkom. Skratka, oba kraja sta bila na Zemlji tako, da bi bil sončev mrk viden tam, in bi lahko pač to naredili neodvisno. Potem drugi člani kraljeve združbe so se pol s tem strinjali, in dejansko so potem poslali dve odpravi. Eno je vodil Eddington, eno je vodil Crommelin, dva etablirana astronoma, oni so zmerali ta efekt, in potem kar nekaj mesecev so obdelovali te podatke, ampak na koncu se je izkazalo, da so z neko smiselno napako mersko potrdili Einsteinove napovedi. In v tistem hipu je v bistvu Einstein postal legenda. Ne, to čez noč. Skratka, v New York Times, London Times, cel kup enih revije po celem svetu so ga imeli na naslovnicah, nova teorija prostora časa, ki je nasledila Newtonovo, prostor je ukrivljen, skratka, ogromno nekih nasledkov, ki so popolnoma nam na nek način popolnoma nepričakovani. Ampak skratka, to je bila točka, ko je bil on na nek način lansiran med splošne javnosti. Ne. Fiziki so že vedeli, da je genijalen, ampak ostali pa mogoče ne do tega trenutka. No, še eno vprašanje, ki se vam mogoče zdelo pritlehno, vendar danes ne moremo mimo aplikabilnosti raznih teorij, kot sami veste, v današnjih časih tega raziskovanja, pa me zanima, kakšno korist je
danes, ki je aplikabilna za recimo ta Einsteinova teorija? Ja, na zelo veliko področjih. Pa bom začel bom čisto načelno, najprej, kar se tiče aplikabilnosti. Skratka, bazične raziskave v znanosti imajo skoraj brez izjeme, vsaj jaz mogoče celo niti enega primera ne poznam, kjer se to ni zgodilo, aplikacije potem v tehnologiji. Skratka, če vam vrnem vprašanje, predstavljajte si, da bi Einsteinu postavili za nalogo leta 1905, da naj izboljša navigacijski sistem na Zemlji. Verjetno, če bi se tega resno lotil, verjetno bi ga izboljšal, sigurno ga ne bi pa tako revolucionariziral, kot ga je. Namreč GPS navigacija, ki jo imamo danes v vseh telefonih, pa pametnih mobilnikih, deluje samo zato, ker poznamo Einsteinove enačbe polja. Skratka, v GPS navigaciji se upoštevajo relativistični popravki pri komunikaciji med sateliti pa med našimi mobilnimi napravami. In to izvira ti popravki so izračunani na podlagi Einsteinovih enačb polja. Skratka, če bi se Einstein ciljno lotil izboljšave navigacijskega sistema, sigurno ne bi rekel, ok, zdaj moram pa pretehtati, a mi prav razumemo temeljne predpostavke o prostoru in času, pa preprosto ukrivljen, pa skratka, ne bi bilo teh načelnih razmislekov. Verjetno ne bi bilo teorije relativnosti. Kar hočem reči, je samo to, da so aplikacije bazičnih znanosti popolnoma nepričakovane, večinoma. Vedno se izkaže, da aplikacija obstaja, ampak temeljni znanstveniki ne morejo targetirati vnaprej velikih odkritij. Ampak pol, ko se zgodijo, se pa vedno brez izjeme izkaže, da so aplikabilna ta velika odkritja. Ampak okej. Kar se tiče pa uporabe, čisto konkretno, posebna teorija relativnosti ima cel kup efektov, brez katerih ne moremo delati jedrske fizike. Skratka, ali pa fizike osnovnih delcev. Se pravi, ne bi imeli jedrskih elektrarn, ne bi razumeli jedrske fizike, ne bi imeli nuklearne medicine brez tega znanja, ne bi imeli sevalnih terapij brez tega znanja. Recimo potem čisto drugo polje, danes obstajajo recimo površinski merilniki tokov in valov na morju. Je ena serija radijskih oddajnikov, ki seva svetlobo nad morje, nad ocean, in se to radijsko valovanje potem odbija na oceanskih valovih. In zaradi tega, ker se oceanski valovi premikajo, so lastnosti odbitega valovanja malo drugačne od lastnosti valovanja, ki so ga izsevali oddajniki. In iz te razlike se da rekonstruirati hitrostno pa valovno polje. Se pravi, morske tokove se da zmeriti, oddaljeno, kar za cel zaliv, za 200 km skupaj. Ampak za to razliko dobro opisati rabimo posebno teorijo relativnosti. Kar se tiče splošne relativnosti, sem pa omenil recimo GPS. To je nekaj, kar je res vse prisotno. Potem naprej en zelo velik del fizike danes je kvantna mehanika. In obstajajo neke teorije relativistične kvantne mehanike, kvantne teorije polja, ki so na nek način temeljne za to, kako mi danes razumemo svet. In iz teh teorij je izšlo tudi blazno veliko enih aplikacij in formulacij za trdno snov, skratka za fiziko snovi in potem tudi za industrijsko uporabo. Skratka, zelo široka paleta teh aplikacij, ampak to si lahko predstavljate kot eno kaskado. Teorija relativnosti mogoče odpira nekaj vrat, ampak ta vrata odpirajo pa vsaka novih nekaj vrat.
in gre pol po potenčno. Skratka, ne da se anticipirati, jaz mislim, da je zelo težko zaobjeti ali pa si predstavljati, na kakšen način bi industrija danes izgledala, če ne bi bilo teorije relativnosti. In verjetno je tako z vsako bazično znanostjo.